Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljena direktorica gledališča Toneta Čufarja, Branka Smole. Lep pozdrav. Kakšni dogodki se še obetajo v mesecu decembru do konca leta? Zagotovo bo ponovno pestro kot vedno. Ja, december je res poln od jutra do večera, ves čas se nekaj dogaja. Društva, šole, glasbena šola, srednja šola, gimnazija, Jesenice, osnovne šole, vsi imajo kakšen dogodek pri nas, tudi Društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov so že pripravili svoje tradicionalno srečanje, potem pa tudi podjetja, zavodi seveda za prednovoletna srečanja in sprejeme, ker tu se pač vrstijo od Miklavža, Božička, Dedka Mraza, vsi ti trije dobri možje si izmenjujejo kljuke naših dvoran in vsi želijo nekako se fotografirati, obdarovati, nagovoriti tudi najmlajše. In vse to se vedno zvrsti v tem decembru, ki je kar prekratek za vse dogodke, ki kanijo biti tukaj in se zvrstiti na obeh naših odrih. Prav tako Pihalni orkester s svojim novoletnim koncertom. No, to, kar pa gostimo mi kot organizatorji, je pa še božično-novoletni koncert orkestra Slovenske vojske z gosti Vox Arsana. In moram reči, da smo izredno počaščeni in zadovoljni, da enega od svojih božično-novoletnih koncertov že zdaj nekaj let zapored organizirajo pri nas. In tako bodo gostovali 19. decembra ob 19:30 v naši gledališki dvorani v okviru glasbenega abonmaja in pa za izven. In pa potem tudi tisto še povsem zadnje dejanje v letu, ki pa je novoletni dogodek, silvestrski dogodek. Takrat pa bomo gostili Klapo Kampanel, se pravi klapsko petje, da malce pogrejemo v tem hladnem decembru ljudi s kakšnim morskim valom. In kakšna je vaša ocena za leto 2025, ki se zelo hitro izteka? Ja, kaj ne rečem, to je moje poslovilno leto, ker odhajam v penzijo in moram reči, da sem malce melanholična, ganjena, nostalgična, pa vendar zdi se mi, čutim eno veliko zadoščenje, da sem recimo postavila piko, če temu rečem, moji karieri, mojemu 5. mandatu z zgodbo o Tonetu Čufarju. Z likom Toneta Čufarja, čigar ime nosi to gledališče, pa trg in seveda zdi se mi zelo lepo, da ta lik spoznamo, kakšna osebnost je bil, kakšen človek je bil, kakšno življenje in kakšno smrt je dočakal. Ne rečem vrhunsko odigran lik, vrhunsko odigrana celotna predstava, kapo dol celotni ekipi in seveda Roku Sandi, ki je pisal tekst, proučil Toneta Čufarja do obisti in potem tudi postavil z režijsko taktirko to predstavo na oder na 120. obletnico rojstva Toneta Čufarja 14. novembra, ko smo tudi odprli Čufarjeve dneve, da rečem zadnje pod mojo taktirko. No, in zagotovo se bomo še srečevali, voditeljica ostajate, tako kot ste bila na Radiu Triglav, tako kot ste bila voditeljica v času vašega kadrovanja, direktorovanja v gledališču Toneta Čufarja. Saj to je vaš hobi po eni strani. Res je hobi, z veseljem obračam besede in res mi je bilo veliko veselje to početi. Vedno več je bilo tega in upam, da malenkost tega mi pa vendarle še, kaj ne rečem, kanček tega pa vendarle še ostane in bom z veseljem se še kdaj pa kdaj pojavila s besedo tudi na odru. Prijetno praznovanje praznikov in srečno v letu 2026. Hvala enako tudi GTV-ju.